Pesnik je nekoč zapisal: Rogaška Slatina je takšen kraj, da vedno vabite nazaj. Kraj je nastal v dolini, kjer je po legendi počival Pegas in s kopitom udaril po zemlji, iz globin pa je pritekla voda, ki mu je dala novih moči na poti na grški Parnas. Voda, čudežna tekočina, polna življenja. V Rogaški Slatini je privrela na dan kot mineralna voda in zaradi zdravilnih učinkov vode je nastalo zdravilišče in naselje. Tako imenovana kisla voda, ki je zdravila različne težave in bolezni, je bila cenjena že v 17. stoletju, saj so jo na Dunaju plačevali zlatniki. Ker pa je bila zelo iskana, so jo nekateri celo ponarejali. Red so naredili dunajski lekarnarji, ki so dobili koncesijo na začetku 18. stoletja. Uredili so glavni izvir in nastala je prva polnilnica. Ustno so se širile govorice in neverjetne zgodbe o čudežni vodi, kasneje poimenovani Tempelj. Kasneje so odkrili še Stirijo. Donat, ki ima veliko vsebnost magnezija, pa je bil odkrit šele leta 1967. V kraju so začeli delovati zdravniki in prihajalo je vedno več ljudi, znani imenitneži, vladarji, umetniki. Vodo pa so v steklenicah pošiljali po vsej Evropi. Zaradi vrelcev izvirov zdravilne vode, ki so jo podobno raziskovali, se je Rogaška Slatina razvijala kot zdravilišče in danes je to moderno naselje. Od tam pa gremo na obrobje Rogaške Slatine, v sončno vasico pod Bočem, Kostrivnico, ki jo bomo danes precejkrat omenili. Iz Kostrivnice prihaja naša današnja glasbena gostja, Manca Druškovič. Manca je že kot otrok večkrat pela kot jokala. Glasba pa je njena življenjska sopotnica. Manca Druškovič in Čudovit je svet. Čudovit je moj nov svet, potiho se skrijem van, nikogar ni. Lahko sem tiho, samo strmim, tudi to si sama dovolim. Sezona že da ni, te še vedno ni, v stari zgodbi si ostal. Tisto tvoj je svet in ne moj. Pridi z mano lažje je, tu nikogar ni, da govorila bi. Pridi, tu se lažje živi, tu nikogar ni, ki bi kradel ti spomini, lepe misli so. Na poletje naj in prvi sen, ti le pridi, tu glasba govori. Čudovit je moj nov svet, ko zatisnem oči in vidim, kar želim. Veter piha mi skozi lase, samo nasmeham se, ko harmonija gre. Sezona že da ni, te še vedno ni, v stari zgodbi si ostal. Tisto tvoj je svet in ne moj. Pridi z mano lažje je, tu nikogar ni, da govorila bi. Pridi, tu se lažje živi, tu nikogar ni, ki bi kradel ti spomini, lepe misli
lepa. V zavetju južne strani Boča je nastalo naselje Slatina, ki je dobilo ime po tako imenovani kisli vodi. V dveh povezanih naseljih, Kostrivnica in Gabernik, ki sta znana po najdbah že iz keltsko-rimskih časov, obstajajo tudi vrelci z vodo, ki ima v sebi mehurčke. O kostrivniških izvirih zna veliko povedati tudi naša gostja, gospa Marija Čakš, in jo kmalu povprašam o tem. Gospa Marija je upokojena učiteljica z bogatimi izkušnjami poučevanja po celi Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Je rojena in zavedna Kostrivničanka, ki ljubezen do svojega kraja močno vpenja v svoje delovanje. Sama zase pravi, da je velik lokal patriot. V prostem času je vedila številne izlete tako po Sloveniji kot Evropi. Kot predsednica upokojencem skrbi, da je sežen življenja lepa. Ker ima svojo občino in kraj, kjer živi, zelo rada, je napisala tudi knjigo Kostrivnica skozi čas. V njej je zapisala veliko zgodovinskih dejstev, kot tudi pripovedi domačinov. Gospa Marija, lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Ja, pozdravljeni. Izvire kisle vode domačini uporabljajo že stoletja. Kdo so bili lastniki, ki so kislo vodo menda izvažali celo po Evropi? Ja, lastniki so bili, jih je bilo več, to se pravi, ta prvi, ko so pisni, to so bili familija Göčer, se bila nemška familija. Oni so imeli glinene amforice, ki so bile narejene najbrž v bližnjem Lembergu, in te amforice so imele po 7 deci. Zapirali so se z beljakom, so zalepili dol, da voda ni šla ven, in to vodo so potem vozili v Egipt, v lekarne kot zdravilo. To je bila res zdravilna voda za tiste čase. Pa če greva na pot vira življenja, kamor nas pelje vodna učna pot, Kostrivnica. Ta povezuje in prikazuje dediščino vode, vodne vire in življenje ob vodi. Ob njej so tudi objekti, ki povezujejo preteklost s sedanjostjo. Gospa Marija, popeljite nas na to pot, na kratko se ustavimo še pri Kraljevem vrelcu. Ja, vodna učna pot se začne v Spodnji Kostrivnici, to se pravi pri prvem izviru, to se pravi pri Kraljevem vrelcu in Ignacijevem vrelcu. To se pravi, to sta dva vrelca, ki sta res že iz keltskih časov. To se pravi, Kraljevi vrelec je posebej nekaj opisan, zakaj se imenuje kraljevi, ne vemo, ker tega nismo mogli najti nikjer v zapisih. Ignacijev vrelec se pa imenuje zato, ker je bil Ignacij upravljalec teh vodnjakov in je dobil v dar ta vodnjak. In potem, ko je njegov oče umrl, je sin prevzel in je tako tudi Ignacijev vrelec ostal vse čase. Vodna pot se je začela pa iz Kraljevega vrelca proti Kostrivnici, ker je gor izvir Lenkečke, to se pravi, to je bila vrtina, kjer se je sveder zlomil in so potem tam začela ven teči prav kisla voda, ker jo še danes ljudje zelo veliko uporabljajo. Naprej gre cesta vodna učna pot proti Svetemu Lenartu, to se pravi, to je ena najstarejših cerkva pri nas, je iz 11. stoletja, je še vedno v obnavljanju. No, naprej gor je pa mlin, to se pravi Strnišatov mlin, ki je star preko 200 let, in tam zraven z tega Strnišatovega mlina je tudi voda Strnišatov vrelec. Od tam pa gre pot naprej gor na Boč do infocentra, iz Boča pa na Galke, iz Galk dol na Zgornji Gabernik, kjer so pa tudi vodnjaki kisle vode. Sliši se zanimivo. Kdo se največkrat ustavi na tej učni poti? Na tej učni poti se ustavljajo praktično vsi. Zelo radi ljudje obiskujejo, tako iz okolice kot domačini. Zadnje čase zelo veliko obiskujejo. Na začetku ni bilo takega obiska, zdaj pa je, moram reči, kar veselo in veliko hodijo ljudje gledati. Strniti zgodovino Kostrivnice v nekaj minut je skoraj da nemogoče. Zato je gospa Marija Čakš napisala tudi knjigo Kostrivnica skozi čas. Gospa Marija, kaj je danes bistveno drugače v Kostrivnici, kot je bilo nekoč, in katere so stvari, ki so ostale morda enake tudi danes?
Ja, Kostrivnica se je v tem času blazno spremenila. Moram reči, da v starih časih je bilo v Kostrivnici od mesarije, pekarne, kovačnice, potem imeli smo pihalno glasbo, potem smo imeli zelo močno gasilstvo. Skratka, bilo je veliko obrtnikov, to se pravi, da ti obrtniki so počasi šli. Bila je tudi zelo močna šola, to se pravi, da smo imeli celo 8-letko, veliko otrok je bilo. No, potem, ko se je pa to vse začelo spreminjati, pa ko so te obrti zamrle, so se mladi začeli izseljevati. Tako da so se izselili iz Kostrivnice in so ostali praktično starejši ljudje, ki so se pa bavili s kmetijstvom, vinogradništvom, pa v službo so se nekateri vozili. Drugače pa z današnji časi so v Kostrivnici čisto drugačni, ljudje radi prihajajo nazaj, začeli so se nazaj naseljevati, kar me zelo veseli, da je to temu tako. In v glavnem zdaj je Kostrivnica malo drugačna, to se pravi, ni več tako močna šola, imamo svojo šolo, imamo svoj vrtec, moramo pa reči, da smo zelo ponosni, ker imamo svojo pošto, ki je z konca 18. stoletja. To se pravi, tu bi se pa navezala na to pošto, da je po Kupnikovih, to se pravi za familijo Gojčar, ki je imela te vrelce čez, je prodala familiji Kupnik in ti Kupniki so si ustanovili svojo pošto. To se pravi, konec 18. stoletja je že bila ta pošta in še danes jo imamo, na kar smo zelo ponosni in tu smo tudi ponosni na Rogaško občino, našo občino, da nam je tu pomagala, da je to ostalo. Gospa Marija, tale čudovita knjiga nas popelje po Kostrivnici skozi čas. V njej so tudi čudovite fotografije. Na poti v Ljubljano ste nam zaupali v avtomobilu, da ste te fotografije in zgodbe zbirali preko 30 let. Ja, te fotografije sem zbirala preko 30 let. To se pravi, da ko sem še bila zelo, zelo mlada, sem te fotografije zbirala. Danes žal teh ljudi ni več, ampak v knjigi so pa ostali. To mi je všeč in mislim, da smo lahko ponosni, da imamo nekaj zapisanega, ker Kostrivnica ni kar tako. Kostrivnica je ena prelepa vas pod Bočem in v občini Rogaška Slatina. Ja, s tem se podpišem pod tole in tudi strinjam. Sicer pa to niso samo zgodovinska dejstva, kot ste dejali. Knjiga nosi veliko več, kot to nosi pripovedi ljudi, kar da tej knjigi zagotovo dušo, a ne? Ja. Kaj še govorim kaj? Ja. To se pravi, ta knjiga je nastala na podlagi tega, ker so mene moji vnuki prosili, da naj pač napišem te zgodbe, ker bojo drugače pozabili. In tako sem to knjigo posvetila svojim 2 vnukoma, na katera sem zelo ponosna, in svoji mami, tako da, in tudi ponosna sem na to knjigo, ker praktično, kot sem rekla, sem zbirala podatke in vse do 30 let, spravljala sem v škatli noter od čevljev in po 30 letih sem potem prišla do tega, da sem začela to pisati. Žal ni vse v tej knjigi noter, veliko je ostalo od zunaj in moje vnuki mene prosijo, naj še napišem preostanek. Upam, da bom nekega dne, če še bom dočakala, tudi to probala napisati. Tako torej lahko pričakujemo Kostrivnica skozi čas v dopolnjeni izdaji. Hvala lepa, gospa Marija. Zanimivo vas je bilo poslušati, sicer pa si lahko več tudi sami pogledate, ampak kar pa vam bo dalo pravo doživetje, je pa zagotovo obisk sončne vasice pod Bočem, Kostrivnice. Preden se odpravimo v mesto, pa gremo v glasbi. Glasba je univerzalni jezik, ki povezuje. In z nami še enkrat iz Kostrivnice Manca Druškovič. Naj ostanem ali grem, kam naprej jaz več ne vem. Sivo je nebo, spravilo vse, kar je lepo. Barve mojega sveta, bite tvojega srca. Povej mi, kje je pot nazaj, povej mi, kdo si, kam in kaj, a boš ostal. Upanje sprašuj me več, zakaj le ti to znaš. Zame ustavi čas, tiho na peron se usedem
je to on, tista usta in oči, spet se barve oživi. Tvoj objem smeh, majhne lučke v očih, kaj je siva, kje je strah, tvoj poljub zdrobi ga v prah. Povej mi, kje je pot nazaj, povej mi, kdo si, kam in kaj, a boš ostal, upanje mi daj. Povej mi, kje je pot nazaj, ne sprašuj me več, zakaj, le ti to znaš, zame ustavi čas. Zaupaj mi srce, ker dala biti vse. Vem, da lahko, kje so odgovori, zdaj svale jaz in ti. Vem, da lahko, spet se nasmejim. Povej mi, kje je pot nazaj, Le ti to znaš, hvala Manca. Danes je z nami tudi Erna Ferjanič, obraz številnih talentov, promotorka Rogaške Slatine in njenega kulturnega življenja. Deluje na širokem likovnem področju, piše pa tudi prozo in poezijo. Je članica številnih društev, tako doma kot v mednarodnem prostoru. Danes jo spoznajmo kot predsednico literarnega društva Sončnica Rogaška Slatina. Društvo so ustanovili pred 10 leti, da bi povezali literarne ustvarjalce tega dela Slovenije. Imajo 20 članov iz okoliških krajev, največ jih je iz Rogaške Slatine. So zelo aktivno društvo. Člani na leto izdajo 2 do 3 avtorske knjige. Vsako leto izdajo tudi skupni literarni zbornik, danes z nami tudi čisto svež, kaj ne Erna, in kjer sodelujejo tudi gostje iz drugih literarnih društev. Letos pa je izšel že 9. Sodelujejo na literarnih srečanjih, proslavah, objavljajo v drugih zbornikih, organizirajo srečanja in tudi strokovne ekskurzije. Erna, tudi tebi prisrčen pozdrav in dobrodošla. Lep pozdrav vsem. Si poznana vizualna umetnica, slikarka, kiparka, grafičarka. Za tabo je lepo število osebnih in skupinskih razstav, tako doma kot v tujini. Prejela si številna priznanja in nagrade, domače in mednarodne. Si tudi organizatorka številnih umetniških srečanj in literarnih večerov. Si urednica mnogih zbornikov, katalogov in knjig. Zadnjih 10 let pa veliko pišeš poezijo in prozo, prevajaš in izdajaš knjige. V eni od svojih knjig si v kratkih proznih zgodbah opisala mladostna leta v Rogaški Slatini in iz teh spominov je razbrati veliko zgodovine, od stavb, navad, dogodkov, ki so bili aktualni. Bi nas na kratko popeljala v ta leta? No, pa pojdimo v Rogaško Slatino, takrat, ko sem bila jaz še otrok. Živeli smo v veliki rumeni hiši sredi parka iz leta 1855, ki se je držala še ene velike rdeče hiše. Obe hiši skupaj sta bili res ena velika hiša, v kateri je živelo veliko družin in tudi veliko otrok. V našo hišo so vodila vhodna lesena dvokrilna vrata z veliko kljuko, delno rezlana, velika in težka, da se je bilo otroku pri odpiranju potrebno na krilo odpreti s celim telesom. Okna v spodnjem nadstropju so pa tudi bila velika, večkrilna, leseni okvirji so bili pobarvani belo. V spodnjem delu hiše je na fasadi ponekod odpadal omet, v velikih kosih, in kadar ni bilo kaj drugega početi, je bilo zabavno lupiti kose ometa stran. Tudi to smo počeli. Kako se zdi otroku vse veliko? Vrata, avla, stopnišče, hiša,
ampak naša hiša je bila res velika, večnadstropna, veliki hodniki. Ko odrasteš, se mere zmanjšajo. Že avla spodaj je bila posebna. Z nekaj stopnicami si prišel do prvega podesta, po tleh je bil temno-rdeč teracov beton z bleščečimi kamenčki in potem si skozi nihajna dvojna vrata stopil na hodnik, ki je tekel levo in desno po stavbi, potem pa so stopnice vodile skozi več nadstropij do najvišje točke, do vrha. V pritličju je bila desno ambulanta in otroški infekcijski oddelek. Tu so se zdravili otroci z različnimi otroškimi boleznimi in od vse povsod so bili. Otroci iz hiše smo poznali vse medicinske sestre na oddelku. Te so bile dobre tete, ki so nam razkuževale in povijale kolena in dlani, ki smo si jih odrgnili pri igri, ko smo padali po gramoznih poteh in po betonskih ploščah, tlakovanih pred hišo. Najbolj hudo se je poškodoval tisti, ki so mu morali na izprano krvavečo koleno posipati rumeni sulfamid prašek, tako nekako se je imenovalo zdravilo, ki so ga kasneje nehali uporabljati za odprte rane. In potem je poškodovanec kazal vsem zalepljeno koleno, pokrito z zloženo gazo in zalepljeno s flajštri. V nekaj dneh se je naredila krasta in vse se je počasi zacelilo. Poleti smo si sami zdravili rane in udrgnine na kolenih, kar s širokolistnim trpotcem. Najprej je bilo potrebno na list pljuniti, da je postal moker in se je pri tem prijel na koleno in potem si z roko držal tako dolgo, da je nehala teči kri iz rane. Kamenčke in umazanijo smo odstranili s prsti in pljunki. Preprosta medicina. Levo po hodniku je bila med drugimi prostori velika pisarna starejšega sivolasega gospoda, poliglota, ki je večkrat sprejemal pomembne goste zdravilišča. In ta gospod, uglajen in razgledan, je rad postal pred hišo in gledal nas otroke pri igri. Včasih nam je delil lepe škatlice z zlatimi napisi in papirnate prstene, ki smo si jih natikali na prste in se krasili z njimi. To so bile škatle in ovojni papirčki cigar, ki jih je gospod dobival od obiskovalcev, pokadili pa so jih najbrž skupaj. Iz pritličja smo po stopnicah prišli v nadstropje s sobami za goste in tu se nismo smeli zadrževati. Sploh pa smo morali po stopnicah hoditi tiho. Še više so stanovali uslužbenci zdravilišča, najviše pa so bila podstrešna stanovanja za delavce, kjer so stanovale družine, tudi naša. Stopnice so se vedno vlekle, bilo je treba prehoditi veliko stopnic in kadar je bilo treba nesti kaj težkega, sploh premog iz kleti, teh stopnic ni hotelo biti konec. Hodniki so imeli na tleh parket, ki so ga sobarice vsak dan mazale in loščile, da se je svetil. Samo na vrhu je hodnik imel za pod lesene deske in tudi okna stanovanj so bila veliko manjša od spodnjih. Na stopnišču je bila ograja iz elementov izlitega železa in prav na vrhu je marsikateri kos te ograje že manjkal, tako da so bile vmes luknje. Otroci, ki smo se ob slabem vremenu igrali na hodniku, smo vtikali glave v te luknje in gledali skozi po stopnišču v globino. Kar strese me, če se spomnim, kaj vse slabega bi se lahko zgodilo. A se na srečo ni. Spodaj ob naši hiši so zgradili za tiste čase moderno pivnico, mineralne vode. Stavba je bila zgrajena z lahko kovinsko konstrukcijo, zasteklena, vse je bilo pokrito z valovitimi tankimi kovinskimi ploščami. Nekega dne smo bili z družino od doma in ko smo prišli zvečer domov, je ta pivnica gorela. Požar je bil že v zadnjem stadiju, plameni so švigali visoko v zrak, kot bi hoteli pobegniti nad hišo. Vse je bilo razsvetljeno, rumeno in rdeče. Smrdelo je po dimu, bila je gneča, saj se je zbralo veliko gledalcev. Gasilci so tekali sem in tja po hiši in iskali vodne pipe, priklopljene cevi so ležale povsod, pokalo in prasketalo je,
Ogenj je nosil tanke kovinske strešne plošče po zraku, pivnica je hitro gorela. Po hiši je vse smrdelo po dimu, po tleh našega hodnika je bilo na debelo črno od saj. Tiste gasilske cevi so še kakšen teden ležale po hodnikih in stopnišču in so bile prav strašljive, saj so spominjale na nesrečo. Takega strahu, povezanega s požarom, predtem nisem poznala. Potem so začeli z gradnjo terapije in nove pivnice mineralne vode, ki stoji še danes in je v primerjavi s staro pravi monument. Zelo zanimiva zgradba je tudi tempelj iz leta 1819, ki je poimenovala izvir kisle vode v Rogaški. Sredi parka zavzema centralno mesto, ima lepo zgodovinsko zgodbo in je zaščitni znak Slatinskega parka. Danes občasno služi za glasbeni paviljon. V tem delu parka je bila zanimiva stara švicarija z velikim gostinskim vrtom na parkovni strani, kjer je bil tudi visok zid, oblikovan z nekakšnimi betonskimi ložami. Na vrtu so postregli gostom, ob koncih tedna pa je tu igrala glasba, ansambl in ljudje so hodili plesati na veliko okroglo plesišče. Mogoče je bila res bolj v švicarskem slogu, saj je imela veliko lesenih elementov in vsa je bila obraščena z zimzelenim rastlinjem. Včasih je bila stavba povezana z vrelci po parku, kjer se je pila kisla voda. Do vrelcev so vodili pločniki, ki so bili nekaj časa pokriti s streho, tako da so se ljudje sprehajali po suhem v vsakem vremenu in pili vodo. Stavba je bila včasih hotel s sobami, je pa po drugi svetovni vojni postala stanovanjska stavba. Ko so se stanovalci izselili, je postala zapuščena in okrog nje smo se igrali le še otroci. Imela je pravlične podeste in stopnišča, kako lepa je morala biti nova. Potem je začela propadati in kot vse drugo se je morala umakniti sodobni arhitekturi. Hvala lepa za tale utrinek iz zgodbe, pravzaprav kar utrinke. Erna, zdaj mi je prešinilo, včasih, ko smo bili še mi majhni, pa ti majhna, je bilo plezanje po drevju nekaj čisto normalnega. Zdaj smo zamenjali plezanje po drevju ali pa otroci za mobilne telefone in na stopniščih verjetno ste včasih klepetali, se družili in ni bilo teh čudežnih naprav. Ste tudi vi imeli kakšne skrivne kotičke na stopniščih, namreč stopnišča zelo velikokrat omenjaš? Imeli smo skrite kotičke, kjer so nas preganjale sobarice iz te hiše, ker ta hiša je bila primarno namenjena gostom, ki so prihajali v Rogaško Slatino in otroci smo bili res nadloga. V hiši so nas naganjale sobarice, v parku so nas pa naganjali pazniki parka, ki so takrat obstajali, livrirani v uniformah. In otroci smo morali zelo paziti, kje se igramo, kaj počnemo in da nismo glasni. Erna, ko sem brala tvojo knjigo, se me je dotaknila pesem Drevored, peljala me je v moje otroštvo. Bi nam jo prebrala, prosim? Ja, z veseljem. Drevored. Le izkopani štori velikani so ostali na mestu, kjer so mogočni hrasti stali. Nekoč je tod bil drevored, sprehodi so vsak dan bili obred. V senčnem drevoredu je gospodu verze prebirala draga na sprehodu. Spokojnost je pokrajino odela, iz vrelca kisla voda je šumela. Ob robu gozda to je bil čaroben kraj, starejši se ga spomnijo še zdaj. In stara bajka o tem drevoredu pravi, da vsak sprehod pod hrasti zdravi, da je pod enim hrastom skrit zaklad, premnogi bi ga našel rad. Zdaj, ko iz štorov štrlijo le še korenine, kot opomin, da vse v življenju mine, zdaj stara bajka nima več moči, da čuvala zakladbi sred noči. Pod hrasti tihih verzov ni,
le kisla voda na studencu še šumi. Čudovito, hvala lepa. Pa imava še dovolj časa, da se sprehodimo še do Ribnika. Do Ribnika, do Hrasta. 40 do Ribnika. Pa dajmo. Zelenice parka so bile včasih ob robu zasajene široko gabrovo živo mejo in po notranjosti so le te bile kot labirinti, skrivne poti, po katerih smo se lovili in se skrivali. Park so takrat čuvali uniformirani pazniki, ki so skrbeli za red, da ni kdo trgal rož, da se niso otroci podili po parku, da ni kdo hodil po travi in po gredah in sploh so pazniki skrbeli, da je bil park nedotaknjen, saj so ga večkrat na leto zasadili z različnimi cvetočimi rastlinami. Pazili smo, da nas pri naših podvigih kateri od paznikov ne bi dobil. Tu in tam je koga ujel, ponavadi kakšnega nespretnega fanta, ki je tekel čez travo, ali pa je ga pričakal pri živi meji. Ko je prišel iz labirinta, ga je potem peljal domov, saj je vedel za vse, kje smo stanovali. In ga zatožil staršem, zagrozil, naj se več ne zgodi, drugače bo kazen. Seveda je bil krivec doma tepen in se nekaj časa ni več skrival po živi meji. Potem pa je šlo vse zopet po starem. Sredi parka je bil tudi ribnik, kot še je danes, in poleti so v njem plavale zlate ribice. Gostje pa so metali van drobiž. Vodi so bili zlati in srebrni novčiči, ponavadi so v te fontane metali kovance za srečo, kot v filmu The Coins in the Fountain. Fant iz soseščine se je nekoč odločil, da bo šel pobrat drobiž v ribnik. Po njegovem je tam v vodi denar ležal brez veze. Denar je bil na dosegu roke, veliko drobiža. Poleti je imel kratke hlače in bosonog se je odpravil v ribnik. Seveda ga je ujel paznik in ga pospremil domov. Doma bi moral pred staršema obljubiti, da ne bo več bredel po ribniku in pobiral denar, a fant je vsem uporniško zabrusil, da to ni nič takega in da bo šel v ribnik, ker je tam veliko denarja, dovolj za vse, ker si bo kupil sladoled. Erna, to bi lahko rekli, da so bile kar takšne simpatične lumparije, pa očitno, da glede na podrobnosti, da si bila velikokrat zraven. Tebe je paznik kdaj pripeljal domov? Ne, nikoli. Smo zbežali. Kaj pa brata? Ne, tudi ne. Moj brat je bil pa še bolj navihan kot jaz. Hvala lepa, Erna, za tele utrinke in kot voda iz naših vrelcev naj bo neusahljiv tudi vir tvojih zamisli, tvojih idej in predaj še naprej na bele liste in predajaj to dediščino in pa zgodovino našega čudovitega kraja. Vi pa, ko boste šli naslednjič v lokal ali gostilno, ne pozabite si naročiti templa Neradenske. Čisto za konec pa še enkrat v Kostrivnico. Kakor ptica, kakor pesem bo zapela zdaj Manca Druškovič. Spet me razvajaš, jutro osvajaš, on me po kavi zbudi. Sanje odgrneš, okno strneš, zunaj
Hvala lepa. Naša čudovita Manca, hvala lepa. Glede na to, da tale zbornik 9., ki smo ga omenili, Literarno društvo Sončnica Rogaška Slatina, diši čisto po novem. Erna, ti dajem še besedo, da nam ga predstaviš, kaj je zaznamovalo tokratnega, kako se porodijo zamisli in vse skupaj, kaj vse bo šlo, ali je to vse pesmi in vse skupaj, kar ustvarjajo vaši člani, izberete ali naredite selekcijo. Povej nam kaj o tem. Naše literarno društvo vsako leto izda literarni zbornik, letos je že 9. in sodelujejo člani, tisti, ki želijo, dajo svoje prispevke ali v prozi ali v poeziji in potem povabimo tudi sosednja društva, tako da imamo tudi v zborniku vedno goste. In to je res en lep pregled literarnega ustvarjanja, mogoče zadnjega leta, zadnji 2 leti, ker vsak da nekaj novejšega. Zraven imamo tudi en projekt, ki je objavljen v tem zborniku, kaj bi naredil za boljši svet. No, zbornik vsako leto izdamo s pomočjo občine Rogaška Slatina, ki nam nameni, tako kot drugim društvom, sredstva in brez občine ne bi mogli izdajati teh lepih zbornikov. So pa zborniki gradivo, ki ostane. To je dokument ustvarjalnosti nekega društva v nekem letu, v nekem obdobju in res ponosna sem, da smo prišli do 9. Torej, zdaj pred nami je še predstavitev v decembru. Sicer pa smo v visokem štartu na 10. zbornik na prihodnje leto, ko bo društvo res praznovalo 10 let delovanja, obstoja in upam, da bo zbornik res pester in bogat, ker bojo zraven marsikaj dodali še naši gostje iz drugih krajev Slovenije. Erna, glede na to, da je tole tvoje razmišljanje, piše, kaj lahko naredim za boljši svet, na 2,5 strani, nam lahko to strneš v eno misel, morda misel, ki nam jo položiš na srce, kaj lahko naredim za boljši svet? Ja, to je zelo težko vprašanje, kot že sama razmišljam v svojem besedilu, ampak mislim, če bi bili vsi bolj srčni, bolj odprti, bolj prijazni eden do drugega, bi bil svet kar lepši. In s to mislijo, dragi zbrani, se od vas poslavljamo. Hvala lepa za vašo pozornost in pridite k nam v naše čudovite kraje in dobrodošli boste vedno vsak trenutek. Srečno!